Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni. Predzadnji torek v letu 2020 je danes in kot ste vajeni v zadnjem obdobju, je torek čas tudi za naše skupno druženje v projektu Teniško aktivni. Predstavimo kar 6. gosta v naši družbi je Blaž Rola. Blaž, lep pozdrav. Malce krajši uvod sem naredil, ker vem, da nas v naslednjih minutah čaka marsikaj zanimivega. Živja. Lep pozdrav nazadnje, ko smo se slišala. Upam, da bodo me ljudje prepoznali. Sem imel frizuro v času karantene, frizuro temu primerna, pa tudi brada takšna, da me ne bi prepoznali, ampak sem se spravil kmalu k sebi. No, pa še ena razlika je s tistim dnem, ko so se nazadnje videla in slišala. Takrat nisi bil tako rjav. Kje pa si bil? Evo, pravkar prihajam, v bistvu včeraj sem prišel iz Dubaja, kjer smo opravljali pripravljalno obdobje, tako da malo imam rjave barve. Bo to pripravljalno obdobje malce potem kasneje omenila tudi v povezavi s financami. Morda, ker vem, da si ekonomsko podkovan tik pred diplomo, kaj ne? Bo danes malce govorila o financah v tenisu, lahko? Lahko, ni problema. Čaka še me eno leto, v bistvu, da zaključim biznis šolo v Ameriki. Kdaj bo to prišlo, ne vem, ampak malenko sem bolj podkovan mogoče kot ostali tenisači, če se temu lahko tako izrazim. Ja, bodiva pri teh financah zdaj čim bolj realna, da predstaviva tistim, ki šele prihajajo, kako težko bo na nadaljnji poti. Boš ti letošnje leto končal v plusu ali v minusu? Ne vem, v bistvu leto zaključujemo knjige, res ne vem. Ena pozitivna stvar je ta, da nismo imeli ogromno stroškov, ker ni bilo potovanj, v bistvu od marca do avgusta sploh ni bilo teniških turnirjev, kar pomeni, da stroški potovanj so bili minimalni. Po drugi strani pa tudi, kar pa negativna stvar, ni bilo nobenih prihodkov. Nekaj pomoči smo s strani ATP-ja in teniških organizacij dobili, ampak za tako v bistvu dolgo, daljše obdobje, kjer smo vseeno morali ohranjati vzdrževati neko teniško pripravljenost, kondicijsko pripravljenost, kar seveda s sabo potegne določene stroške. Ne vem, v bistvu še nisem niti v bistvu se tako spuščal v detajle. Verjetno bo vsi tenisači okrog mojega rankinga imeli podobno situacijo, ne bo nič kaj profitirali ali izgubljali v tem, če tako rečem, zanimivo težkem letu za šport in za vse ostalo. Ja, omenjaš svoj trenutni ranking, si okoli 150. mesta, 155. Kako gledaš ti torej na to formulo? Če želiš vrhunske rezultate, moraš veliko vlagati v sebe, ampak težko vlagaš, če si ves čas nekako med 100. in 150. mestom. Kako se ti soočaš s tem res težkim položajem? Ja, v bistvu je zelo težki, ne bi rekel najtežji položaj, glede na to tenisači, kjer so okrog 200-300. mesta ali niže, v bistvu igrajo tenis za dobesedno preživetje. Tako da so sigurno oni v dosti težjem položaju kot jaz. Je pa v mojem primeru en taki začaran krog, kjer se moraš odločati med tem, ali si boš v bistvu na koncu leta denar v bistvu dal na stran in nekim gradil neko premoženje, če temu lahko tako rečem, ali boš vlagal v bistvu v svoj tenis, kjer ti bo mogoče v prihodnje prineslo še večje prihodke. Tako da tu je tista v bistvu odločitev, katero moraš skrbeti. Naprimer, jaz sem v preteklosti, ko še nisem imel družine ali večje odgovornosti, nagibal k temu, da vse, kaj dobim, v bistvu bolj kot ne vlagam v svoj tenis, kar pomeni, da sem imel zraven trenerje, spremljavo, kondicijske priprave, od fizioterapij do tretmajev, do v bistvu vsega, kar je bilo potrebno za neki taki profesionalen, idealen program, kjer sem jaz mislil, da me bo vodilo proti boljšim rezultatom in potencialno večjim prihodkom. Zdaj, ko imam družino, v bistvu neko malo večjo odgovornost,
teh rizikov, teh rizičnih potez malo drugače in težje sprejemam. In to je, mislim, da dilema vseh tenisačev, ki prihajajo v bistvu proti zrelejšim letam in hkrati dobivajo večje odgovornosti. Zdaj, če si mlajši, perspektivnejši igralec, se nagibaš bolj na ta investicijski del, da vlagaš v svoj tenis in probaš čim več dobiti od tega, se izboljševati, imeti spremljave in vse to, kar je pač potrebno. Je pa res, da ni nobene garancije, da se bo ti to v prihodnosti vrnilo. Vseeno je to šport, je kar velik vprašaj, ali bo rezultati prišli ali ne. Strmiš k temu, da normalno, da si želiš in v to verjameš, ampak na koncu realnost je pa taka, da ni nič v športu in hkrati tudi tenisu zagotovilo. Ja, omenil si mlade in pa stroške, mnogi že pri 12-13 letih potujejo po tujini in s tem praznijo blagajno. Bi bilo bolje morda takrat še kopičiti denar in se kasneje priključiti mednarodnim turnirjem. Vidimo, kako je potem, ko prideš na futures turnirje, kjer jih zmagaš, pa praktično nimaš nič od tega. Ja, res je. Mislim, jaz ne vem, koliko se generalno ljudje, kjer niso toliko pleteni v tenis kot mi, direktno zavedajo, kako težko v bistvu v tenisu spet prav iz tega finančnega vidika. Jaz sem bil dovolj srečen, da sem imel v ozadju družino, katera mama in oče, katera sta lahko to vse skupaj podpirala in mi dala možnosti, da jaz na koncu koncev nisem rabil zbirati med tem, ali, tako kot si me vprašal, ali moram kopičiti denar za naprej, ali lahko hodim na turnirje. Jaz sem v bistvu v svoji mladinski letih lahko v bistvu se udeležil vseh najboljših turnirjev za Grand Slam. To so mi v bistvu starši omogočili. Vemo, da strani Teniške zveze naše majhne države pomoči veliko ni, vsaj v mojem primeru takrat ni bilo. Tako da jaz sem bil, kar se tega tiče, dokaj privilegiran. Kasneje tudi z 18 in 19 letom, ko sem se odpravil na študij, so moji stroški, kar se tiče tenisa, bili minimalni in sem vseeno napredoval kot kjerikoli drugi igralec, kjer je mogoče iz drugih večjih držav, ki so mu to omogočili, ogromno vlagal. Se pravi, če primerjamo kakšno Francijo, Veliko Britanijo, Ameriko ali Avstralijo, v vseh teh državah, kjer se tekmuje, kjer je turnir za Grand Slam, imajo dosti večje budžete, kjer lahko vlagajo v perspektivnejše igralce. Jaz tega na žalost nisem imel, sem mogel iskati neke alternative, normalno za letno raven na 100.000 evrov vlaganja, da bi imel ta idealen program, se je bilo težko odločiti in ta poteza, kjer sem jo opravil v bistvu, da sem se preselil v Ameriko na študij, mi je omogočila, da so moji stroški, kar se tiče tenisa in napredovanja, bili minimalni, ampak kljub temu sem dobil vse možnosti, da sem jaz to v bistvu delal na koliko se da najbolj profesionalni ravni. Tako da je pa sigurno težka situacija, da sprejmeš to odločitev, kaj narediti, ali vlagati naprej, ali mogoče malo kopičiti, pa na določenih letih kasneje vlagati, je zelo težka situacija, in je skoraj nemogoče dati na svet, je odvisno tudi od vsakega posameznika, nekateri dozorijo malo prej, malo kasneje, je ogromna uganka. Velik strošek je pa seveda brez tega pa ne gre, je teniški trener. Ti si kar nekaj trenerjev zamenjal, zdaj tudi v zadnjem obdobju. Kaj morda iščeš zdaj pri trenerju, kako težko ga je najti potem? Pri tenisu je obrnjena zgodba kot pri večini športov, saj ti plačuješ tega trenerja, ki ga moraš na to tudi ubogati. Ja, v bistvu gre za zelo zanimivo razmerje. Jaz sem jih kar nekaj že skozi dal. Ne vem, ali so bila prave odločitve glede na izbira trenerja ali ne. Jaz mislim, da sem tudi v določenih situacijah imel malo smole, poklopilo se z določenimi stvarmi, ki so se upadale, da so mogoče moji rezultati malo šepali, ali je za to kriviti trenerja, sebe ali kogarkoli drugega, ne vem.
Je pa res, da v razmerju trener-igralec mora trener opravljati svoje delo, je pa težko, glede na to, da ti trenerja plačuješ oziroma si ti njegov šef. Jaz sem v bistvu z vsemi trenerji, s katerimi sem sodeloval, sem jim dal vedeti na začetku sodelovanja, da kljub temu, da na nek način jaz njega plačujem, so oni tisti, kateri vodijo program oziroma sprejemajo odgovornost. Tako da jaz pa sem igralec in oseba, ali je to trener ali kdorkoli drugi, nasvete jemljem k srcu. In ni nikoli bilo tako, da bi jaz svojo pot ubral proti trenerju. Trenerja sem vedno poslušal, vedno dal 100% v to, kaj je govoril, mu zaupal. Zdaj lahko krivim, ali lahko njih krivim ali sebe za te rezultate, ne vem. Je pa res, da sem tem trenerjev, s katerimi sem sodeloval, popolnoma zaupal in jim dal polno odgovornost, kljub temu, da sem jaz v narekovajih bil šef. In kaj te letos, po tem težkem letu, še vleče naprej? Trenutno si 155, star si 30 let. Kaj je tisto, kar misliš, da še lahko dosežeš in zato tudi vztrajaš, kljub temu, da imaš zdaj družino in da ni vse, recimo temu, kot si tudi sam dejal, zaradi denarja 100%? Ja, v bistvu en izmed razlogov je sigurno ta, ki si ga omenil, družina. Žena in hčerka, obe dve, mi, kar se tenisa tiče, stojita ob strani. Na drugi strani me tudi ženeta k temu, da segam po najboljših rezultatih možnih. Ne vem, sem že v 30 letih, nisem več mlad teniški up, če se temu tako lahko izrazim. Je pa res, da nisem, rekel bi, da sem v idealnih letih za ta šport, glede na statistiko in kako naš šport trenutno poteka. Vem, koliko sem vlagal v svoj tenis, vem, ne samo finančno, tudi kar se truda, časa, žrtvovanja tiče. In se mi zdi, da bi bilo po neki strani nesmiselno in na koncu kariere bil zelo žalosten, če se ne bi še potrudil naslednja 4-5 let dati vse od sebe, se gnati k temu, da v bistvu dosežem svoje sanje, ki so, da sem najboljši igralec, kar je to zmožno, in mislim, da 150 mesto trenutno ne kaže moj odraz kvalitete in potenciala, ki ga imam za tenis, ki sem že v bistvu v preteklosti dokazal, in k temu strmim, temu v bistvu delam, vsak dan se zbujam, treniram, probam v bistvu najti najboljšo verzijo sebe na tenis igrišču, kot tudi izven njega, in ja, no, to me žene in upam, da bo v naslednjih, upam, mesecih, mogoče že za kvalifikacijo Australije Open, če ne pa v letih, pokazalo, da delam nekaj dobro in da bo vso to žrtvovanje in vlaganje, trud, časa, vsega tega prišlo na svoj račun. Ja, ostaneva tudi pri zadnjem vprašanju, pri tej pozitivi, ki si jo zdaj izkazal. Bil si seveda že 78, prehodna pot je verjetno takšna, ki je brez športa ne bi prehodil. Nasvet za prihodnost, torej tako zate, kot tudi ostale, ki naj jo poslušajo, morda v povezavi s tem, kar sta danes bolj ali manj govorila. Ja, v bistvu, kar se samih financ in tega vlaganja pa tega tiče, o čem sva najbolj govorila, bi svetoval še posebej mladim upom teniškim in katerimkoli v športu, da pač razmišljajo z trezno, realno glavo, če se temu tako lahko izrazim. Jaz sem veliki zagovornik temu, da segaš v bistvu po sanjah in temu, kar si najbolj želiš, čeprav so mogoče v danem trenutku nedosegljive. To še vedno sem zagovornik, in ko to dosežeš, mislim, da ni denarja, ki bi lahko občutek, ta občutek zadovoljstva potrdil. Ampak vseeno moramo pa biti pazljivi, da na koncu vsega tega vlaganja, pa tega moramo biti realni in paziti na to stran, kjer je mogoče, da se nekaj ne bo zgodilo tako, kot smo načrtovali. In to bi bil
moj nasvet, da mogoče niti ne za mlade teniške igralce, oni naj segajo po sanjah, po nebo, po kajkoli so si zamislili, po številkah 1, mogoče bi to bil nasvet bolj staršem, da vseeno malo to skupaj koordinirajo in držijo na pravih nitih, da na koncu tudi njihovi otroci ne bi trpeli. Hvala lepa za ta nasvet in srečno v letu 2021. Hvala, Anže, hvala tudi tebi za lepe besede. Vsem poslušalcem enako srečno 2021 in upam, da bo sigurno boljše, kot je bilo 2020.